Džemba raja! Ja, danes bomo v oddaji Klepet ob kavi tolkli po bobnih, po džembi natančneje. Povabimo vas tudi na vikend za dušo, govorili pa bomo o tistem času, ko nas peče, ko lulamo. Ja, kako skrbimo za urogenitalni del pri vnetjih, kako si pomagamo z demanozo. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o ritmu in tudi preizkusili v akciji vse tole. Moj šamanski boben je sicer doma, ampak se bomo pa danes spomnili tudi tega, malce bolj v Afriko in afriške ritme se bomo takole zavrteli, kajti nekaj tednov nazaj sem obiskala eno res zanimivo delavnico, kjer se je na tele džembe, kjer se je bobnalo. In kar mi je bilo najbolj zanimivo je to, kako koristno je to za povezovanje leve in desne možganske polovice, zato da lahko delujete uravnoteženo in da pridemo potem do določenih stvari, kot so boljša uporaba intuicije, instinktov in vsega ostalega. In ja, tale trenutek pa dajmo se spomniti, kaj je o bobnanju, o ritmu zaupala Marijana Kolman. Pogledali bomo v naš arhiv. Z zvokom, z ritmom vzpostavlja popolnoma drugačen način delovanja našega uma in ravno tako pri bobnu je nesmiselno, da se sprašujemo, kaj se pa zdaj dogaja, ampak je priporočljivo, da se prepustimo tem vibracijam. Ja, ni ga, če šamanski boben, moram pa reči, da tale stvar me je res očarala, tudi zaradi zvoka. Lepo pozdravljen, dobrodošel. No, ti si bil pa učitelj tega, ne? Zdravo. Ja, delavnice v bistvu bobnanja. Igrali smo na afriške bobne, to so džembe, ki izvira iz Zahodne Afrike, v bistvu izvira iz Gvineje in Malija. Izhajajo te inštrumenti. Tako da ja, pol smo pa naredili, pač na začetku je vedno malo ogrevanja, tudi lastne inštrumente uporabimo, to pomeni noge, roke in glas. Pol pa pač osnovne udarce. Fajn stvari, fajn stvari. 10 let nazaj praviš, da te je tole premalo, ampak a si šel dejansko tja, da si začutil ta njihov ritem, to, kar so oni grejo? Prvo sem šel v Zagreb. Ok, ja, bo mogoče Zagreb malo bliže, ja, ok, ja. Ne, tam je scena, tale bila, sicer je še vedno zelo močna scena, prav to afriških ritmov in tega. Tako da v bistvu tam sem se spoznal s tem in ja, tam sem hodil prvo na bobnarske kroge, pol kasneje sem se pa še udeležil več ciklov prav afriških ritmov, zahodnoafriških. Ampak bil pa si v Afriki, valjda? Ja, sem bil tudi, ja. Nekaj let nazaj sem bil v Afriki in sem šel tudi na delavnico intenzivno v Gvinejo. Ja, sem bil tam v Gvineji 3 tedne, potem sem še malo potoval pol, tako da ja. Ampak recimo ta ritem pa to, no? Mislim, dejansko, da z ritmom, da lahko dosežeš stanje spremenjene zavesti, kakor nek trans pa to. A si ti to daj zgodil? Je, tudi, ja. Sicer ne tako pogosto, ampak vedno med igranjem, ko se neke stvari poklopijo, ko se sinhronizira ritem in to, potem pride do neke notranje spremembe in ja. Kar sem jaz opazila med vsemi nami amaterji zadnjič, v Celju, je bilo to, da dejansko ti tebi telo tako diha, res v tem smislu si bil cel noter, sicer samo roke pa malo noga dela, ampak ti si bil cel noter, prav videl se ti je in mi je bilo ko bi jaz lahko tako, da se tu poživiš. Ja, veš, jaz se v bistvu tale glasbe in te bobni so v bistvu namenjeni za ples, ne? V bistvu je to namenjeno za ples, ampak tle zdaj vedno ni ta pač možnost, da pridejo še zraven plesalci, ne? Ampak v bistvu moramo prvo se malo naučiti ritma, da povabimo še plesalce. Ja, seveda, ja, zato ker pomaga v bistvu, če ti migaš, ne, ko igraš, v bistvu ti pomaga, da si bolj v ritmu in veš, na tak način. Veš, kaj me zanima, a si že kdaj delal starostniki, recimo? Zaradi tega, ker tole, ta zadeva za možgane, za vse dejansko, pač jaz gledam zdaj iz svojega zdravstvenega vidika in profesije in mislim, to je fantastična zadeva. Ja, v bistvu starostniki niti nisem toliko delal, sem pa dosti delam z otroki, no.
v bistvu vsemi generacijami, ampak ponavadi pač pridejo malo mlajše generacije, ne? Ampak starostniki pa niti nisem še veliko delal. Čeprav sem pa dobil zdaj en namig, čakaj, kje že? Da bi lahko tudi naredil tole za pač, da so aktivni, ne? Ja. Ker oni imajo zdaj to polno teh aktivnosti v tem starostnem obdobju in bi v bistvu... Tako. Ja, v Šentjurju sem bil, tako, ja. Točno, no, Šentjur. Šentjur je pa moje Ja. rojstno mesto. No, vidiš. Ja. Ne, in je fajn zaradi tega, ker dejansko, ko pride do tega povezovanja leve in desne možganske polovice in pa dejansko, da gre, ne, tukaj, da gre čez Motorika, to linijo, tako, ja. ta motorika, Gibanje, ja. to je fantastično, ne? Ja, ja. Ker sploh kakšni, veš, kaj pa une take mehne stvari, tanke, neke več ne morajo delati, ne? Ja, tolčejo pa lahko, a ne? Ja. No, mi bomo danes to tudi poskusili tak čist zares in v živo. Tudi živo publiko imamo, ki bo v živo tudi igrala. Vi boste pa lahko, dragi gledalci in gledalke, zraven ali boste plesali, ali boste pa zraven, tudi noge lahko uporabili. Lahko uporabili noge? Ja. No, evo, boste pa uporabili noge, skratka, še pred tem, preden gremo v akcijo, bomo pa preverili aktualne dogodke, na katere ste seveda vabljeni. Tradicionalno vsak junij že leta odhajamo na najmočnejšo točko Jadrana, na otok Iž. Če ste z nami že bili ali pa ste si vsako leto rekli, no se drugo leto pa res, ja, to je zdaj to. Počitnice za dušo, iz katerih boste dejansko prišli spočiti, sveži, napolnjeni z energijo, ne pa še bolj utrujeni pa izčrpani. Cel teden, delavnice, druženja, tehnike, metode za osebnostno rast, pa veliko smeha in dobre volje. To so počitnice, na katere te pokliče duša in če te duša kliče, potem pokliče 02 6200 230 oziroma če pogledaš program na www.klepetobkavi.si. Mi poskrbimo za vse, za prevoz, hrano, delavnice. Vi se samo odločite in se nam pridružite na počitnicah za dušo. Otoku, znanemu kot najmočnejši energijski točki Jadrana, na Ižu. V avgustu-septembru se Klepet ob kavi znova odpravlja na duhovno popotovanje. Raziskovalna odprava tokrat po poteh Indijancev in Nezemljanov. Pot bomo z letališča Phoenix v Severni Ameriki začeli v mestu Sedona, spoznali Hopje, nadaljevali v Narodnem parku Bryce, poznanem po magičnih bitih, nato Antilope in Monument Valley. 18 dni za osebno popotovanje. Pridružite se manjši skupini in doživite svet po poteh Indijancev in Nezemljanov s Klepetom ob kavi. Več pa na www.klepetobkavi.si ali 02 6200 230. Vida, glej, zdaj kako bojo hitro prišli gor. Pridite gor, gremo akcija, ne? Ja. Vsak za svojo. Kam naj grem? Jaz bom tukaj, le, prav? Ja. Ok. Nobenih predznanj nimamo, ne? Tako da bodi Zvonka, pridi. Ja, za začetnike, ne? Čisti začetniki. Ja, za začetnike. Dobro. Pa to, Mogoče, ne? ja, tudi, ja. Ja? Ne vem, če bi mogoče malo ogreli samo tole, da naredimo malo teh igrc ritmičnih. Preden začnemo igrati, na kratko. Dajmo. Pol pa se vstanemo malo. A ja, se vstanemo? Ja, Ok. malo vstanemo, pa gremo v bistvu na en ritmični sprehod, v bistvu samo z desno začnemo. 3, 4 in gremo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Vi tudi zraven, rit, dvigant pa akcija. Zdaj bom jaz nekaj odploskal, eno ritmično frazo, pa vi za mano ponovite to, dobro? Ok. In. In zdaj. Zdaj jaz. En, dva, tri, štiri, še nadaljujem. Zdaj bom pa nekaj odpel, isto na isti način, Ok. pa isto za mano pol ponovite.
ta, ta, tu, tu, ta. Ta, 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 tu, tu, ta. Tu, tu, ta, bum, tu, ta. Tu, tu, ta, gum, tu, ta. Tu, tu, ta, ta, bum, bum, bum. Tu, tu, ta, ta, bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Ba, ba, ba. Bum, 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 ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Bum, bum, bum. Ba, 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 bum, bum, bum. Tu, 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 ta, ta, tu, tu, ta. Tu, 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 ta, ta, tu, 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 ta. 1, 2, 3, 4. Evo, Ready? vroče že malo, a? Ja, je. Bolj gremo, ajde. Zdaj moramo dati ženske noge na razen, ne? Ja. Ja. Ok, pozicija. Sedemo se malo na prednji rob stola. Tako, super. Ok, boben postavimo v to pozicijo, tako da ta del je odprt. Tako, in rahlo stisnemo s koleni. Super. Dobro, zdaj bomo prvo bas. Roke tako. In roke so kompaktne, ne premehke. Tako, in gremo prvo v sredino probati. Kar gremo, 3, 4. Okej, super gre. 1, 2, 3, 4 in hop, super. To smo imeli bas. Ja? Pol imamo ton, pozicija tudi tako, prste damo palce nazaj in v bistvu tle nekje se dotakne roka, roba bobna in cela površina prstov udari po koži. Znači tle. Gremo probati vsak za sebe malo v svojem ritmu. Ok, tle je pomembno to, da se res dotakne, da slišimo zvok bobna. Ok, gremo še probati malo. Dobro, super, to je bil ton. Pol imamo še tretji osnovni udarec, je pa slap. In sicer ista pozicija rok, samo malenkost rahlo odprti prsti. V bistvu tle tako se dotakne in ta je najvišji zvok v bistvu. Gremo še tole probati. Ta je najtežji v bistvu dobiti. Zato, ker moraš tle v bistvu, ko se dotakne, pol moraš spustiti, da v bistvu prsti samodejno, spontano udarijo po koži in samo tle v bistvu vrhovi, ne. Okay. Dobro, zdaj bomo pa naredili eno kombinacijo teh treh zvokov. Ja. In sicer gremo tako, zdaj samo pokažem, pol bomo pa skupaj. Tole imamo ritmični motiv. In zdaj ga bomo dali na pol, bomo šli počas. Torej bomo samo tole naredili. Samo tole. Prvo jaz, pol pa za mano. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Ok, še enkrat pokažem. Prvo imamo ton, mislim bas, ton, bas. Ja. 3, 4. Bas, ton, bas. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Ok, super, zdaj pa dodamo še ta zadnji udarec slap, znači 3, 4. 3,
3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Torej, tle je pomembno, pač, da na začetku, da imamo nek okvir, da sledimo roke. Ne? Roke me malo bolijo. A te tudi bolijo? Ja. Vem, verjamem. Kaj še malo? Ja, še igramo, ne? lahko, dajmo še. Dajmo še, Boš ne? malo ti, nam malo ti pokaž svojo za džemi, pa to tako, kot ti znaš, kot itak ti ne bomo sledili. A ja, da malo zdaj tle No, pokažem. dej, no, ona se vidimo, ajde. Ok, lahko malo, ajde. Ja. Ja, to so posebne priprave pa. Ja, veš, tako začneš nežno. Ponovimo. Ja, dej probi, se lahko to. Evo, vidiš. Daj še ti. Bravo. Wow. Ok, zdaj pa vsi skupaj, jaz odigram, pa vsi za mano Ja. ponovite. Ne, se bom. Ne, Ja, skoraj. Ja. 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 ne. Ja. Ja. To je to. Dum, tu, dum, No, daj pa ta. ti, Zvonka. Ne. 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 Ja, blizu nekje. Tam. Ja. Tam. Nastja, daj ti. To. Je. Ona medicinska sestra, veš? Odlično. Je to nekaj, kar lahko dejansko vsi okusi, velikosti, Ja. starosti Ja, ne. in še otroci zadnjič, ko so bili eni, dejansko Ja. jim je bolj šlo kot meni. A? No, Ja, so ujeli, ja. Skoraj vsem je šlo A? bolj kot meni. Najlepša hvala, da si prišel, hvala, da si nam posodil te džembe, da ga zadžemamo. Hvala. In gremo še malo. Akcija, hvala vam. Gremo, ja. Hvala za povabilo. Gremo. 3, 4. Zdaj pa kar igramo. Dušni dogovor med sabo in potem dejansko že oni s pogovorom en drugemu pucajo določene stvari. Divja liga. Tako da je to pač čisto normalno, ne?